Moj lab je v kampusu Univerze v Kaliforniji, v Riversideu. Riverside je v bistvu tako malo manjše mesto, po statistiki kar podobno Ljubljani, nekako približno 300,000 prebivalcev, kakšno uro do obale, do Pacifika, recimo, ne, pa hribi so tudi okrog, tako da je podobno, kar se tega tiče, pa predvsem bolj razpotegnjeno, ne, v bistvu, tako da lokacije so, oziroma razdalje so kar dolge, tako da se v bistvu ljudje se v glavnem vozijo, ne, ni tako, da ni takega večjega urbanega centra, razen res strogi downtown, ne, tako da. In so pa ukrepi, v bistvu, ki so jih uvedli kot posledico te pandemije koronavirusa, v bistvu so kar strogi. Ne, recimo, tako, če malo pogledaš, in to se prav čuti, ne, recimo, če greš kupiti kakšna živila, pa tako naprej, v bistvu so zelo striktni, da so uvedli neka pleksi stekla med blagajno pa kupcem, recimo, v nekaterih trgovinah tudi temperaturo merijo, ne, tako kot so jo zgodaj na Kitajskem, ne, ker se je to začelo. Tako da se mi zdi, so se zelo dobro angažirali. Tudi ta guverner Kalifornije je zelo v bistvu angažiran v to in tukaj so tiskovne konference dnevno, v bistvu, tako da imajo novinarji priložnost vprašati karkoli, v bistvu, ne. In to je v New Yorku je podobno, ne, recimo, pa po drugih državah. V bistvu so kampus zaprli enkrat sredi marca, zelo zgodaj, v bistvu, čeprav ni bilo nobenega primera okužbe, ne, ali znotraj kampusa ali pa v mestu, ne, v bistvu, preden se je sploh karkoli začelo, že samo ta prvi primeri, ki so pač se pojavili v Los Angelesu, ne, že takrat so v bistvu takoj izdali tak ukaz, v bistvu, ne, da zdaj se cel kampus zapre, pouk se je nehal takoj, v bistvu študentov ni bilo nič več na kampusu. Tako da v bistvu vse, kar so pustili, ne, v bistvu so vsem labom oziroma raziskovalnim skupinam vse so prosili, naj takoj spišejo nek tak memorandum, v bistvu, kakšna dela se bojo delala v času zaprtja, ne. Se pravi, zaenkrat je tako, da je samo tisti critical research, ne, kakor se mora reči, ne, v bistvu samo ta kritična, nujna dela, v bistvu, ki so potrebna, da se pač vzdržuje, recimo, modelne organizme ali pa kakšne dolgoročne poskuse s celičnimi kulturami, to so pustili, ne, pa se še zmeraj dovoli, ne, da se nadaljuje, ampak v bistvu en človek na raziskovalno skupino ali pa na laboratorij, to je dovoljeno, ne. Tako da potem, če je več dela, ne, kar se teh kritičnih poskusov tiče, potem se dela ponoči pa tako naprej. Ampak je pa jasno, moj lab, ne, mi se ukvarjamo z molekularno biologijo pa biokemijo, ne, v bistvu, mi smo zelo odvisni od eksperimentov, od poskusov, nekaj sicer tudi bioinformatike, tako da zdaj poskušamo čim več prenesti nekako na to, kar se da delati od doma, ne, in velike pisanja, ne, nekako smo se osredotočili zdaj bolj tudi na pisanje člankov pa grantov, ne, v bistvu prijav na štipendij pa tako naprej. Ampak jasno, ni tega, v bistvu raziskave so praktično zamrle, ne, kar se tega tiče. Novih poskusov se nič ne štarta, v bistvu. Kar se pedagoškega dela tiče, v bistvu se vse preneslo na ta online oziroma spletni pouk, ne, kakor se temu reče, in osebno vem, da se je veliko profesorjev imel, tisti, ki pač učijo ali pa učimo, jaz v tem semestru sicer ne učim, ampak je imel precej težav s prenosom v bistvu teh fizičnih lekcij, ne, zdaj nekako prek Zooma, ne, v bistvu se vse dela prek Zooma, in to so, si lahko predstavljate, ne, če je 300-500 študentov, če posluša, ne, v bistvu je pol, v bistvu, ne, pa če so kakšne težave pri tem, da se logirajo, pa tako naprej. Ampak v glavnem vse poteka online, ampak kakor vem, so zdaj vse še uspeli
izpeljati. Je pa kar zahtevno, jasno, ne, če imaš ti en sistem učenja pa tako naprej, ne, v bistvu je pol treba se te lekcije nekako prilagoditi temu, ne. Vsak dan se je nekako precej umiril, ne, v bistvu stvari so se precej spremenile, ne, nekako tak občutek je, kot da bi bila vse skupaj ena zelo dolga nedelja dopoldne, recimo, ali pa popoldne, ne, tak zaspan dan, v bistvu ne zaspan, ampak ali pa recimo, če ste gledali tisti film Groundhog Day, ne, da se zbudiš vsak dan ne, tako da v bistvu niti ne veš, ali je nedelja ali je torek ali ne, ali pa tako naprej. Ne, jaz imam dve hčerki, žena ima dve hčerki in oba sva tudi profesorja, ne, tudi na kampusu, tako da je kar težko, ne, v bistvu si probava razdeliti dan dopoldne pa popoldne, jaz delam dopoldne, ona pa popoldne in je hčerki sta zdaj 1 leto pa 4,5 let, tako da je kar pestro v bistvu, ne, tako da tisti čas, ki ga preživim skupaj, ne, z hčerkama je v bistvu, takrat jasno ne morem nič drugega delati, ker samo na ta mali 2 pozeti. Mi imamo v bistvu redne stike s starši pa s sestro pa njeno družino v bistvu, tako da se slišimo prek Zooma ali pa Skypa vsaj enkrat na teden, no, probamo, ne pa da se malo pomenimo pa tako naprej, ampak drugače pa jasno, kolikor jaz vem pač prek novic, ne, potem je v Ljubljani tudi še ena skupina, v kateri dela en študent, ki je bil 2-3 leta nazaj pri meni, ne, tako da v bistvu smo malo povezani še prek njega, ne. Po eni strani je jasno, je celo civilizacijo je ta izbruh virusa zelo prizadel, ne. Je pa tako, kot v vsaki krizi ali pa v marsikakšnem primeru, ne, recimo v primeru vojn ali pa podobnih situacij, ne, v bistvu so tudi neke pozitivne stvari, ne, recimo zdaj jaz bi rekel, problem, ne, ki smo ga mi imeli, ne, zakaj nas je ta izbruh toliko prizadel, je zato, ker smo bili zelo slabo pripravljeni, ne samo v stilu proizvodnje cepiv, ne, ali pa učinkovin, ki bi pač, s katerimi bi se dal ta virus zavreti, ampak tudi, ne, v bistvu cel sistem, kako se odzvati, kar se tiče zdravstvenega sistema, ne, pa kako v bistvu masovno proizvesti vakcine in tako naprej. V bistvu to bo zdaj, se mi zdi, da od zdaj naprej bomo kot človeštvo precej bolj pripravljeni na podobne izbruhe, ki bo lahko posledica spet, ne, v bistvu čisto lahko pričakujemo, da se bo še kakšen virus v bližnji prihodnosti mogoče spet pojavil, mogoče še bolj smrtonosen, kot je ta, ne. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da to je bila ena taka pozitivna, ne, plat tega, če lahko tako rečem. Je pa v bistvu zelo pri temu, ne, glede na to, koliko hitro se ta virus raznaša, v bistvu je zelo pomembna ta fizična izolacija, res, ne, ampak to bo jasno imel en zelo dolgoročen vpliv, ne, tudi na socialne odnose med ljudi, se mi zdi, ne samo zdaj, dokler je ta pandemija, ne, na vrhuncu v bistvu, ampak tudi potem, ne, ko se bojo stvari nekako malo umirile, ko se bojo začele stvari spet, ko se bo ekonomija spet malo odprla, ne vem, kdaj se bo to zgodilo, mogoče bojo počasi začele enkrat poleti, ne, ali pa tako, ampak se mi zdi, da to ne bo šlo kar stran, ne, v bistvu, dokler ne bo neke take populacijske imunosti v bistvu, ne, da bojo ljudje odporni na ta virus, po moje do takrat stadioni ne bojo polni, ne, tako da teh športnih dogodkov pa podobnih stvari, koncertov, to bo precej drugače zdaj izgledalo, ne, v bistvu. In bomo mogli kar paziti, po moje, še kar ene par let, ne, v bistvu, preden bo šlo nazaj na normalno, ne, če bo sploh kdaj se to zgodilo.